zakon privlačnosti in nenamerno privabljanje. Zavedajmo se, da v našem življenju v slehernem trenutku delamo najbolje, kot znamo. Zato se nikoli ne obtožujmo za nekaj, kar smo že storili. Ker ne živimo v trenutku, ker smo vse preveč obremenjeni z našo preteklostjo in nas skrbi za našo prihodnost, nam naša sedanjost preprosto odide. Stvari počenjamo avtomatsko, se pravi nezavedno. Tako tudi nezavedno in nenamerno oddajamo negativne, se pravi nizke vibracije, in to samo zato, ker le opazujemo in ugotavljamo, kaj vse slabega se nam dogaja. Postanemo le opazovalci svojega življenja. Začnemo se osredotočati, se pravi fokusirati le na tisto, kar nam ni všeč. Če tudi tega ne počnemo namenoma, se zakon privlačnosti samodejno odzove na naše vibracije. In kaj se zgodi? Pošlje nam še več enakega, se pravi še več tega, kar nam ni všeč. In tako se ustvari krog ugotavljanja nenamernega privabljanja, ki se nikoli in nikoli ne neha in hitro postanemo ujetniki in žrtve in se počutimo slabo, ni neprijetno in ostanemo na nizki vibraciji in se le pritožujemo in jamramo. Poskušajmo narediti zdajle eno vajo, da ugotovimo, kako mi privabljamo. Nekajkrat globoko vdihnimo in počasi izdihnimo. Poskušajmo se čim bolj sprostiti in umiriti. Pozornost usmerimo le na naše dihanje. Vdih in izdih. Z vsakim izdihom se naše telo še bolj umirja in sprošča. Poskušajmo ozavestiti ta trenutek. Opazujmo svoje misli, opazujmo, kaj sprejemamo in kaj imamo v svojem življenju. Katere pozitivne stvari imamo v življenju in katere negativne. Kaj je tisto, kar nam življenje nenehno prinaša in sporoča? Medtem ko opazujemo svoje življenje, oddajamo točno takšne vibracije, kot jih sprejemamo, tako pozitivne kot tudi negativne.
In že je tu zakon privlačnosti, ki se tisti trenutek odzove na vse naše vibracije, tako visoke kot nizke. In dobimo rezultat, to je, da dobimo še več tistega, kar oddajamo. Ko opažamo, kaj prejemamo na različnih življenjskih področjih. Na primer, če pomislimo na denar, kakšni občutki nas obdajajo. So to prijetni ali neprijetni? So to občutki visoke vibracije ali morda nizke vibracije? Ko pomislimo na zdravje, kakšni občutki nas tu prežemajo? So te misli, te občutki visoke vibracije ali občutki nizke vibracije? Ko pomislimo na ljubezen, kakšni občutki so tu? Nam je lepo ali morda celo neprijetno? Kakšni občutki se porajajo v nas, ko pomislimo na odnose z drugimi? Ko pomislimo na druge osebe in na naše medsebojne odnose. Kakšni občutki so pa tu? Veseli ali morda celo žalostni? Naše ugotovitve poraja občutek, se pravi poraja vibracijo, ki je lahko pozitivna ali pa negativna. Čeprav se tega ne zavedamo, smo ves čas v krogu ugotavljanja. Se pravi, prvič opazujemo, kaj sprejemamo in imamo v svojem življenju, drugič med opazovanjem oddajamo točno takšno vibracijo, kot jo sprejemamo, tretjič, zakon privlačnosti je tu, da se na našo vibracijo odzove, in četrtič, dobimo rezultat, dobimo še več tistega, kar oddajamo. Se pravi, še več dobrih stvari ali še več slabih. Zato je pomembno, da razumemo, da zakon privlačnosti že deluje v našem življenju, pa če ga razumemo ali pa ne, naj nam je všeč ali ne, naj verjamemo ali ne, zakon privlačnosti je še vedno tu. Zato je še toliko bolj pomembno, da se naučimo začeti namerno privabljati in da sleherni trenutek poskušamo čim bolj ozavestiti in da sleherni trenutek kontroliramo svoje misli in jih izbiramo. In sleherni trenutek se odločamo, kako se bomo počutili. Mi sami smo ustvarjalci, mi sami smo kreatorji svojega življenja.